Že pred 6 uro so se v Gorjah začele priprave na letošnjo prvomajsko budnico. Tako so gorjanski gasilci na pot po Gorjah odpeljali budnico Godbe Gorje, ki tokrat zaradi izrednih razmer ni mogla igrati v živo in že navsezgodaj razveselili domačine. Prvomajska budnica je uvod v praznik dela, zjutraj zbudimo vaščane, gorjanke in gorjance. In to je tradicija že vrsto let in zato se jo tudi letos držimo, kljub izrednim razmeram. Ja, veseli smo, da so nam v pomoč priskočili gorjanski gasilci, Prostovoljno gasilsko društvo Gorje, zato se jim tudi iskreno zahvaljujemo. Smo veseli za medsebojno sodelovanje. Budnica Godbe Gorje ima dolgoletno tradicijo. V Gorjah že pred drugo svetovno vojno je Godba Gorje začela s prvomajskimi budnicami. Prvomajske budnice so izgledale tako, da so godbenice in godbeniki korakali skozi občino in igrali na inštrumente. V letošnjem letu pa je bilo to drugače, prilagojeno koronavirusu, tako da so z gasilskim vozilom posnetke vrteli in se peljali skozi našo občino. Upam, da bo tak način budnice prvič in zadnjič v naši zgodovini. Anton Poklukar je član Godbe Gorje že 51 let. V 5 desetletjih se je nabralo veliko posebnih dogodkov. Tokratna budnica pa bo prav zagotovo postala zgodovinska. V vseh letih smo hodili okrog, enako ritem je bil, včasih smo še mogli po občini Bled hoditi, je bo bolj na hitro. Ta najbolj na hitro je bo pa leta 1978 smo mogli biti fertik do 8 ure dopoldne, zato ker smo šli v Bohinj špilat na otvoritev doma Joža Ažmana. Takrat smo imeli čas, da smo ta zadnjikrat špilali tudi Titotu. Budnica je najpomembnejše delovanje slovenskega godbeništva, ki je ena najbolj množičnih glasbenih dejavnosti pri nas. Neka tradicija, nek druženje, nek pozdrav vsem domačinam. Nas lepo sprejmejo, nas pogostejo. Tudi neka zahvala ali pa nek lep vstop v novo leto. Pozdrav pomladi. Dobra volja. To ni samo gorjanska posebnost, to je posebnost vseh krajev, kjer so godbe doma. Godba Gorje je nastala leta 1907. Njeni člani so se že leta 1969 kot prvi v Sloveniji oblekli v slovenske narodne noše in že takrat postavili smernice izgleda slovenskih godb. Veliko so nastopali v tujini, redno pa bogatijo kulturne dogodke v naših krajih. Godbenice in godbeniki Godbe Gorje niso ambasadorji kulture samo občine Gorje, ampak lahko rečem, da so ambasadorji kulture države Slovenije.